Ti roparji v burkah so res vse pogostejši. Vsi ti vlomilci v burkah, vsi ti ljudje, ki mislijo, da lahko z verskimi oblačili nekaznovano kršijo zakon. In ne, to ni pretiravanje. To je dobesedno to, kar se dogaja. Malo. A lahko verjamete, da moramo zdaj imeti celo terminologijo, kot je ropar v burki, da opišemo to dejanje, ker je postalo tako običajno. Pod njeno burko je, fantje. Pod njenimi oblačili je. Skrila je vse te stvari, ki jih je ukradla. In ljudje se sprašujejo, zakaj nekateri zagovarjajo prepoved burk. Samo zato, ker se lahko skriješ pred prepoznavo obraza in to uporabiš za ropanje trgovin. Resnično verjamem, da je to popolna norost, prav? Norost. Da je to postalo nova norma, da so trgovine ropane povsod. Ampak, ker se zakrivajo z verskimi oblačili, ne moreš veliko narediti glede tega. Mislim, poglej. V redu, vdrli so v zlatarno. Poglej to! Poglej ljudi, ki so vdrli v zlatarno. Vidiš to? Si videla, kaj so nosili? Ni jih mogoče identificirati. In zato se vprašaš, vsem tistim ljudem tam zunaj, ki pravijo, ne, verske svoboščine in tako naprej, ljudje bi morali imeti pravico nositi, kar želijo. Kaj pa ljudje tam zunaj, ki dejansko zlorabljajo te verske svoboščine? Prav. Tukaj imaš mamo z dojenčkom v burki. Vsi pojte nazaj noter. Mimogrede, dobrodošli v oddaji Pushback. Sem Jara Kej, vaša voditeljica. Ne pozabite pritisniti na gumb Naroči se. Joj. Ja, ustavi se tam, glej, prav tam. In vzemi ven vse. Vse. Torej, ste pripravljeni, fantje? Kdo je prvi? Koga bomo najprej vzeli? Kdo gre prvi ven? Hej, to. Vse boste vzeli ven. Ne, vse vzemi ven. Poslušaj, vrni se k meni. Ja, vzemi ven. Mano, živijo, obrnil se boš proti meni. Vzem ven. Oprosti, stopi nazaj. Vstani. Ja. Ja. Gospod, sem rekel. Ta video je psihotičen. Ali vidiš, koliko zelenjave ima tam notri? Mislim, vsa čast njej, mora hoditi v fitness, ne vem, kako vse to nosi. Kaj za vraga? Razbi. Brata. Šef, nehaj me slediti in snemaj. Upravljaj z vrati. To je kot dokaz. Ne morem pokazati vrat. So trije ljudje. Jezus Kristus. Varnost, to se je zgodilo. To je res veliko stvari. Sem osupnjena. Ko si na odmoru? V redu, zdaj si ti na vrsti. Ja, ti si na vrsti. Položi roko sem. Položi roko prav tja. Halo? Stopi nazaj. Lahko še malo bo nazaj. Ja. Zdaj umakni roko. Halo, lahko pogledaš proti meni, prosim. Vidiš? To je stvar. Lahko bi šli k policistu in rekli, ona nas je prosila, da se slečemo. Prosili so nas, da se slečemo, ti islamofobični rasisti. Kradli smo, ker smo v naši veri boljši od vas, zato nam je dovoljeno. Ampak oni so do nas rasistični, so seksisti. Ampak prisilili so nas, da se razkrijemo. Poglej me v obraz. Potrebujem, da me pogledaš v obraz. Da. Alarmi se sprožajo. Mislim, niti papirnatih robčkov ne jemljajo. Imajo, kaj je to, kot paketi šamponov. Veš, kako hudo težke so te stvari, da si jih skriješ v krilo. Misliš, kako bi nekdo odšel iz trgovine s temi plastičnimi, ogromnimi stvarmi, ne da bi ropotale povsod? Kako misliš, da bi ti to uspelo? Mislim, za božjo voljo. Si. Halo? Se lahko obrneš proti meni. Poglej to. Ja, pojdi zdaj. Ja, odpri. Ko to vzameš, poglej gor.
Ko to vzameš, hej, dvigni in poglej gor. Kmalu si ti na vrsti, počakaj. Ti si naslednji na vrsti. Ampak to je tvoje, kaj ne? Torej, vsak mora imeti osebni dokument. Resnično ne morem verjeti, kako težke so te stvari. Mislim, resno, to je noro. To je noro, resnično, to je popolnoma noro. To so res težke stvari. Poglejte to, ljudje, kaj za vraga, tako težko, da vsega tega sploh ne bi mogla nositi. Kaj šele, da bi hodila na okrogu krilu. Nisem mislila, da mi bo uspelo. Ti! To je kot Mary Poppins islamofobije. Zelo zanimivo je. Zdaj ste na vrsti, gospa. Lahko umaknete roko stran od njega. Če se ne motim, skoraj izgleda, kot da ima dejansko torbo, ki je namenjena prav temu, kaj ne? Ker ne vem, kako je pri tebi. Če bi kdaj želela nositi krilo, to ne bi šlo. Ampak oni to vlečejo iz žepa, kar pomeni, da imajo krilo, ki je namenjeno za prenašanje. Resnično ne morem verjeti, kaj vse so ukradli, ker je tako težko. Če bi že to počela, bi ukradla kakšen kruh, kaj lažjega. Ne, oni so vzeli najtežje stvari. Imajo krila, ki so posebej narejena za to. Jasno je, da so 3, vsaka s svojim dojenčkom, preveč so oblečene in res so mislile, da jim bo uspelo. To je nesmisel in norost. Sem popolnoma šokirana. Mislim, da je to tako neverjetno noro, ampak zato so si izmislili izraze, kot so burka banditke ali burka tatice ali kakorkoli želite imenovati, ker to je tisto, kar počnejo. Oblikovale so oblačila za to, mislim, to je bolj mit, ne vem, če so jih res oblikovale. Ampak moram reči, če bi imela vse to samo v krilu, moj bog, fantje, poglejte, koliko so ukradle. Poglejte to! Mimogrede, slišite otroke v zadju? Vse je del načrta. Vzemite svoje otroke. Jokali bodo v zadju. To bo vzbudilo simpatije. Zaradi tega boste videti kot žrtve. Pojdite. Pojdi. Sadje in zelenjava, ljudje. Zdaj pa je količina sadja in zelenjave nora. Naredite nekaj, no. Bi, halo. To je res noro. In to je to. Verjetno eden najboljših razlogov, zakaj bi bilo treba burke do neke mere prepovedati. Ne zato, ker bi bila proti verskim oblačilom, ampak sem proti ljudem, ki izkoriščajo svoboščine in pravice, ki jim jih daje demokracija, ter jih zlorabljajo. To mi ni všeč. Mislim, da to ni dobro. Ne mislim, da lahko kradeš iz trgovine samo zato, ker imaš pametno oblikovano krilo in lahko zakričiš islamofobija, kadarkoli kdo kaj reče proti temu. Kakorkoli, hvala za vašo pozornost glede te zadeve.